Preboj na olimpijske igre v tako prestižnem športu, kot je hokej, lahko označimo za enega športnih vrhuncev v zgodovini samostojne Slovenije. Po rokometaših, ki so igrali na letnih olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 in Atenah leta 2004, bodo v Sočiju hokejisti skrbeli za močno ekipno vzdušje celotne zimske olimpijske reprezentance. Vsi skozi poudarjamo, da si ne znamo predstavljati, ampak mislim, da se res ne znamo predstavljati, koliko je to velik uspeh za nas, za eno Slovenijo, kar se tiče hokeja. Pa si vseeno poskusimo predstavljati. V Sočiju bo Slovenija igrala v skupini z Rusijo, ZDA in Slovaško. Kakšen palček je v primerjavi z nasprotniki, lepo govori število registriranih članskih hokejistov, saj jih imajo Američani kar 939-krat več. Tudi število dvoran, v katerih igra 148 članskih hokejistov v Sloveniji, je v primerjavi z Rusi, Američani in Slovaki praktično zanemarljivo. Tudi zato je uspeh Slovenije še toliko bolj pomenljiv. Vsak ima svojo zgodbo, ampak šli smo na Dansko po prvo mesto, naložili smo si breme, pa to smo dosegli. Po tisti prvi tekmi z Belorusi smo kar nekako vedeli sami pri sebi, da smo tako dobri, da bomo premagali tudi Dance, tako da smo verjeli v to. Smo verjeli, da znamo s tem ekipnim duhom, kar definitivno imamo v tej reprezentanci, ne mislim, da je to odločilo. Jaz pravim, srečo si moraš zaslužiti in oni so si to zaslužili, zato so tudi zmagali. Ko se bosta risom pridružila še NHL-ovca Jan Muršak in Anže Kopitar, ki je po noči z Los Angelesom ostal praznih rok na gostovanju pri Detroitu, kjer je sicer zabil gol, potem bi lahko navijači kmalu spet našli priložnost, da se s harmoniko veselijo novih zmag slovenske hokejske reprezentance že na bližnjem svetovnem prvenstvu.